Če želimo v svojem življenju uspešno dosegati nove mejnike, premikati svoje meje, napredovati ter se razvijati na kateremkoli področju, ne moremo mimo tematike postavljanja ciljev. V glasbi in športu je postavljanje ciljev ena najpomembnejših tehnik, s katero lahko vzdržujemo motivacijo skozi čas. Posameznik si lahko cilje zastavi sam ali pa s pomočjo trenerja oziroma profesorja. Priporočljivo je, da to naredi na vsakem začetku sezone, ciklusa v treningu ali na začetku akademskega leta. Pri usmerjanju svojega vedenja imamo lahko različne cilje. V aktivnost se lahko vključimo pretežno, ker se želimo dokazati, dobiti dobro oceno ali doseči dober rezultat, morda biti boljši kot drugi. Ali pa zato, ker se želimo naučiti nekaj novega, izboljšati svoje spretnosti in sposobnosti. V zvezi s tem ločimo cilje obvladovanja, v angleščini mastery goals, samopredstavitvene cilje oziroma cilje, ki se nanašajo na izkazovanje lastnih zmožnosti, v angleščini performance goals, in cilje izogibanja oziroma avoidance goals. Pri ciljni usmerjenosti k obvladovanju si posameznik prizadeva poglobljeno razumeti nalogo oziroma aktivnost ter razvijati lastne sposobnosti. Posameznik s ciljno usmerjenostjo k samopredstavitvi pa si prizadeva izkazati se pred seboj ali pred drugimi ter s tem dokazati lastne sposobnosti. Zato pogosto izbira predvsem lažje naloge, kjer je tveganje za neuspeh manjše. Pri ciljih izogibanja gre za to, da se posameznik želi izogniti temu, da bi bil neuspešen, kar velikokrat pomeni tudi, da se izogiba storilnostnim situacijam oziroma situacijam, kjer uspeh ni zagotovljen. Razmišljanje gre v smeri misli, samo da ni narobe, samo da nisem najslabši, zadnji. Zaznavanje učenja kot izziva in priložnosti za napredovanje, visoko vrednotenje prizadevanja ter zmožnost vztrajanja ob neuspehu predstavljajo ključne značilnosti posameznikov, pri katerih prevladujejo cilji obvladovanja in se povezujejo z večjo uspešnostjo na različnih področjih. Najmanj ugodni so cilji izogibanja, saj se osebe s takšnimi cilji zaradi strahu pred neuspehom storilnostnim situacijam izogiba. Cilji obvladovanja načeloma vodijo v najbolj kakovostno vedenje. Najpogosteje bodo tudi ustrezali pravilom postavljanja ciljev. Dobri cilji imajo namreč nekaj značilnosti, najlažje pa si jih zapomnimo po akronimu SMART. Akronim SMART pomeni, da so cilji specifični, v angleščini specific. Če vzamemo za primer učenje, recimo točno vemo, kaj se želimo naučiti, koliko časa se bomo učili in podobno. Biti morajo merljivi, measurable, torej, da bomo znali povedati, koliko več znamo, koliko več odstotkov bomo dobili na testu ali pa koliko hitreje bomo obnovili celotno snov. A pomeni dosegljivi, achievable. Če si recimo zastavimo, da se bomo učili po 10 ur dnevno, je ta cilj previsok. Iz znanja in izkušenj vemo, da je 10 ur učenja hkrati preveč. R pomeni relevantni, relevant, torej, da so povezani z vsebino, z našim trenutnim dogajanjem, da so nam pomembni. T pa pomeni časovno opredeljen, timed, da si jasno zastavimo časovnico, ki bo ustrezala vsebini, torej, kdaj želimo cilj doseči. Pomembno je, da si najprej zastavite končni cilj, nato pa si postavite vmesne, lažje in hitreje dosegljive cilje. Ti so tisti, ki dajejo pozitivno povratno informacijo, kar nam dviguje samozavest na poti k končnemu cilju. Brez vmesnih ciljev je časovni razkorak med postavljanjem in doseganjem cilja namreč prevelik. Zato posameznik manj zaupa v možnost, da bo cilj dosegel, kar povzroči upad motivacije. Ko pa te zmanjka, svoj cilj izgubimo izpred oči. Hkrati nam kratkoročni cilji omogočajo sprotno evalvacijo uspešnosti naše poti do dolgoročnega cilja. Na podlagi tega pa lahko naš načrt spreminjamo in se prilagajamo morebitnim drugačnim okoliščinam.
Značilnosti dobrih ciljev so torej, da imajo konkretno vsebino in so natančno opisani. Cilj naj bo tudi primerno težaven, kar pomeni, da je izzivalen, vendar še vedno realno dosegljiv. Da bomo cilj lahko dosegli, je važno, da si zamislimo tudi pot, po kateri bomo prišli do njega, in da razmislimo o načinih za spoprijemanje s težavami. Ta načrt doseganja ciljev in opis poti si vedno tudi zapišemo. Dobro je, da profesor, trener in starši pokažejo svojo podporo cilju, da glasbenik ali športnik lahko enostavno dobita povratno informacijo o svoji uspešnosti in da se za doseganje vmesnih ciljev tudi nagradimo. Ko si vzamemo čas za refleksijo in razmislimo o svojih ciljih, se vprašamo, kaj pomen, smisel cilja, zakaj si tega želimo, kaj konkretno bi morali narediti, kako bomo opazili, da smo cilj dosegli, kaj je dobrega, če ostane stanje nespremenjeno in podobno. Preden napisano odložimo, si odločno zapišemo še, kateri je prvi korak in do kdaj ga bomo naredili. V prilogi poglavja postavljanja ciljev boste našli gradivo, ki vas bo vodilo preko postavljanja ciljev po SMART pravilih.